Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. 7. sezona. Dobrodošli v družbi najboljših, v družbi otrok osnovne šole Duplek. V sredo 17. marca ob 18. Prenos oddaje lahko spremljate tudi na Facebook in YouTube kanalih Radia Ptuj. Sponzorji današnje prireditve so Občina Duplek, ATP avtobusni in tovorni prevozi, Oculus Weltweit Industrie Montažen, Dravske elektrarne Maribor, največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, Sazas, Talum, Klima Ptuj, Anprotehnik, Dabomont in kamnoseštvo Boštjan Korpar. Dobrodošli v naši družbi, še ena sreda je tole in v še eni družbi čudovitih super talentov, tokrat iz osnovne šole Duplek. Pozdravljava vas Dalibor in Domen. Tako je, midva sva tista, brez katerih bi skoraj da ne bilo te oddaje, ne? Zagotovo je ne bi bilo brez otrok. Ne? Itak, jaz sem mislil, da boš dal sebe na prvo mesto, pa fajn, da daš otroke, ker midva sva tukaj sam zato. Zaradi otrok. Zaradi otrok. Tako kot vsako sredo, ko prihajajo v našo družbo, tokrat se mudimo v občini Duplek. Yep. Mimogrede, če že izpostavljamo, ne moramo mimo direktorja, ker je pogruntal na tečaj že 7 let nazaj. Yep. Te imamo pa tu še Majdo, pa njenega sinkota, pa našo Patricijo, ki je fotografa uradnega, črt, pa Patricijo, ki pa vse naredi, da to se vidi. Ja, ona pa na drugi strani kamere. Ja, tako je. Evo, fajn. Lep pozdrav vsem skupaj, ampak tisti, ki so najpomembnejši, to so zvezde naših šovov, to so pa otroci. In zdaj pozdravljam Evo in Katarino. Zdravo! Zdravo! Živijo. Spet sta odgovorili čist v eno, takoj na istočnico. Ena je Eva Tepeh, ali Tepeh, kako se smeji. Ti si ta nižja si Eva, a ne? Ja. Ti pa si Katarina, je tako? Ja. In obe dve hodita v 4. razred. Ja. Osnovne šole Duplek. Tako je. Zdaj mi pa povejta, a sta vidva tudi najboljše prijateljice? Ne, ampak smo prijateljice. V glasbi sta pa najboljše prijateljice. To pa ja. Aha. Dajte mi povedati, zdaj prvič takole skupaj pojete v tem natečaju otroci pojejo, ali ste že kdaj skupaj peli? Prvič. Kdo je zdaj koga poiskal? Kjer je zdaj naredil prvi korak v 2 od 2? Katera? Katera je rekla kateri? A bi mi dve skupaj pele? V bistvu sem jaz najprej imela Zemlja pleše, pa sem že imela vse zvojeno. Ona pa je imela tukaj pač zdaj pojemo, torej to mi je všeč. Pa potem pa smo se malo hecali, pa smo probali skupaj zapeti, to mi je všeč. Ona je potem učila pevskega zbora, nam je rekel, da bi lahko skupaj, smo se potem odločili, da bomo skupaj. V slogi je moč, in če sta dve, je toliko lažje. Jaz sem zelo vesel. Kaj pa bosta pol, ko bosta veliki, ko navta več v šoli? Že imata kakšne ideje? Ne. Kaj, bosta Nina Pušlar ali kaj? Ne. Nina Pušlar že obstaja. Nina Pušlar že obstaja, se pravi, bosta Eva in Katarina duet na svetovni hodi. Mogoče, ja. Nikoli ne veš, vsak korak se enkrat zgodi prvič, in potem gre naprej. In tole je vajin prvi skupni korak. Super vam je šlo, lepo mi je bilo v vajni družbi, kar se pogovora tiče, zdaj pa verjamem, da bova z Daliborem uživala tudi ob vajinem petju. Kdo je srečen, ko te gleda, to poznam, to imam. Kdo se trudi, kdo me ljubi, to si ti, veš, da si. V dan, ki ne mine, najin krik je odmev. Ko se prebuje, se zablesti, kot sonce, ki vzhaja, dan zažari. A to ni dovolj, želim si še več, biti s teboj, to mi je všeč. To mi je všeč. To
všeč. Kdo ljubi, kdo odpušča, to poznam, to imam. Kdo ustraja, kdo je muza, to si ti, veš, da si. Cel svet, ko utihne, najin krik je odmev. Ko se prebujaš, se zablesti, kot sonce, ki vzhaja, dan zažari. A to ni dovolj, želim si še več, biti s teboj, to mi je všeč. To, to, to mi je všeč. To, to mi je všeč. To mi je všeč. Hočem, da veš, da mi ti si dovolj, biti s teboj, to mi je všeč. Vse zablesti, kot sonce, ki vzhaja, dan zažari. A to ni dovolj, želim si še več, biti s teboj, to mi je všeč. To, to, to mi je všeč. To, to mi je všeč. Otroci pojejo slovenske pesmi. Sedma sezona. Dobrodošli v občini Duplek, ki smo jo zdaj preselili v studio Radia Ptuj, kamor je prišla vsa njihova najboljša pozitivna energija skozi petje in veselje, ki jo otroci premorejo. Ja, glej, mimo grede, da te vprašam, zdaj ti govoriš Duplek, pa vse kraje, ti spoveš, ki je Duplek. Južde, Kje? to greš tu pri gradu desno, pa se pelaš po stari cesti za Maribor, pa vmes malo od Vurberka naprej priješ v Duplek. To si zdaj tako povedal, kot da bi nas reče se pelali. Daj povej malo po ptujsko, zdaj si se že mogel malo naučiti. Ne, jaz sem se glih po kontra strani izreč prepelo. Najprej na Burberški festival, te sem se pa skozi Duplek vedno pelo. No, to je to. Pa ene par parov sem tam tudi poročil. Ne, Z Dupleških res. koncev, ja. Dobro, pustam zdaj mi, to bomo Morda zdaj bomo kaj drugič. špilala na poroki ali pa pela. Ne, sem tata dober poje. Nina, živijo, zdravo. Zdravo. Ti se pišeš Gregorič, je tako? Ja, Hodiš v 4. razred. ja, Zdaj si stara koliko? 10. Čez 20 let se boš poročila, ko boš stala 30. Takrat boš že zagotovo poročena. In lahko ti midva igrava pa pojeva na poroki, če češ. Ja, resno. Samo on bo pa zelo star že, veš. Ja, tu mal bom že starejši, res je. Sam glede na to, da si ti taka super pevka, verjetno boš hotela imeti boljše pevce kot pa najo dva, ne, z Daliborjem. Ampak vseeno, ti si izbrala zagotovo eno najlepših slovenskih otroških, mladinskih pesmi, kar jih je slovenska muzika dala skozi. Kekčevo pesem nam boš pela. Ja. Zakaj Kekčevo pesem? Ker se mi je zdela lepa, Ja. taka slovenska, zabavna. Ja, pa taka je, da jo čisti poznajo. In Ja. ko to en zapoje, ne moreš biti slabe volje. Če boš ti to tam zapela, pa imam jaz tukaj le lahko najslabši dan, meni bo šlo tekle gor vse. Super. Pa Dalibor je tudi? Nina, veš, kaj me zanima? A si gledala ti Kekca, film? Ja. Daj mi povej, tako direkt povej. Če bi midva v Kekcu igrala z Domnom, kaj bi bil on, kaj pa jaz? Jaz bi bil kaj? Ti bi bila Mojca, recimo lahko. Okej, ti si Mojca. Jaz sem lahko kaj? Ronžele. Rožle? Točno, bravo, Nina, to je to. On pa bedanc. Ne. Ko pa ti?
Kekec. Opa, si Lepo, videl ti? hvala lepa, vedi, jaz smo zaključili, da je štiva. Ok, mi je to dal. Dobre, ampak sej rožle tudi ni bil slab, ne? Je bil taki zelo navihan, ne? Kar po eni strani sem, imaš kar prav, ja. Pa lolek. Malo je bil loleka, ok, dobro, Ok. štima, tudi to imaš prav. In tudi to sem. Ti pa si zdaj Mojca, ki bo pela Kekčevo pesem, ki ni Mojca, ampak Nina. In Nina zdaj hodi v 4. razred in ima poleg petja rada še kaj v šoli. Matematiko, glasbo, Ok, razumljivo. šport. A celo? Pa od more. Kaj od športa recimo najrajši? Kateri šport najraje, ne vem, se udejstvuješ v njem, ali treniraš kaj ali karkoli? Ne treniram, samo rada tekam. Aha, pa je to. Ja. Odlično. No, naj dva bi itak premagala na 3 km ali pa na 100 metrov. V petju pa tudi verjamem. To je to, kar se pogovora tiče. Lepo ti je šlo, nama malo slabše, ampak dobro, mi dva nismo pomembna. Zdaj boš pa še zapela in mi bomo uživali. Kdor vesele pesmi poje, gre po svetu lakih nog. Če mu kdor nastavi zanko, ga ožene v kozirok. Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Bistri potok, hitri veter, bele zvezde vrh gora, grejo z mano tja do konca tega širnega sveta. Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Dobrodošli v družbi najboljših, dobrodošli v družbi otrok iz osnovne šole Duplek. In zelo sem vesel, ker v tokratni oddaji, viš, Duplek se pa zna iti stvari. Ja, zlasti. Duplek pa zna stvarem se posvetiti, kot se zagre. Če smo do zdaj v vseh dosedanjih terminih kar mal premočno pogrešali moške, bomo zdaj dobili dvojno dozo fantovskega petja. To je prva stvar. Druga stvar tudi sicer, imamo veliko duetov. To je, da Ja, smo vse ja. nadgradili. Pa še nekaj je, z Dupleka zgleda prihaja kar dosti dobrih pevcev. Recimo lani so imeli zmagovalca. No vidiš? No, predlani, pardon. No vidiš, O. no vidiš. Jep, tam očitno dober veter veje po šolah in sicer. Zdaj jaz pozdravim Jana in Jakoba Ribič. Živijo! Zdravo. Zdravo. Sta oba dva vdihnila naenkrat, pa sta rekla zdravo. Ne? Dajte mi zdaj povedati vidva. Jan, če jaz tebe vprašam, kjer od dvaju dveh je bolj navihan? Jako. Jakob? Ja, jaz. Jakob, če jaz tebe vprašam, kdo je bolj navihan? Jaz. A, ti pa kar sam za sebe priznaš. Zakaj? Ker si mlajši, pa se moraš boriti proti starejšemu bratcu. Vidva sta bratca, ne? Spita v isti sobi. Ne. Vsak svojo sobo imata. Ja, prijatelj, pa spimo v enake, ker imamo dvonadstropno. Ok, dobro. In zdaj kdo je zgori, kdo je spodaj? Jaz sem od spodaj. Ti si od spodaj. Ok, kjer ima komando, če res pri vama? Kjer je recimo rekel, čuj, ti, mi da bomo šla letos spet otroci pojejo in pela bomo toto pa toto. Kak je do tega prišlo? Se to mamica zmislila, a ti vidva, kdo si je to, a učitelj, kdo? Midva. Lani sem jaz pel z mojim sošolcem, Aha, pa smo se letos pač ločili v razrede. aha. Pa sem jaz mislil prvo sam zapeti, pa je ate rekel, da naslednje leto pa nama mogla skupaj, ker bom jaz višje kategorije. In je to In zadnja smo šansa. šla pol skupaj zapeti. Zelo lepo, zelo lepo. Zdaj pa mene zanima, jaz ne bom vaju spraševal, zdaj Livorjem, na to niti ne zanima, kdo zdaj boljše poje, ker skupaj pojeta najboljše, ne? Ampak, kdo špila pa fuzbal boljše od vaju zdaj? Jan. Jan, a to pa si priznal, da je on boljši, ne? Ja. Koliko si ti mlajši? 3 leta? 3, ja.
3 leta si mlajši, ne? In zdaj moraš biti dober vzor, Jan, a veš, Jakobu, ne? Zato, ker če boš ti navihan, pa bo on še bolj navihan. Če boš ti priden, bo on še bolj priden. Jaz isto vidim pri mojem bratu, veš, jaz imam brata 2 leti mlajšega, ne? In te, ko sem jaz bil navihan, te je on hotel biti še sam bolj navihan. Tak je, ne? Zdaj bosta pokazala, kako nam zapojeta. Hodita v 5. in v 3. razred. A že kdo ve od vaju, kdo bo pol pevec postal, ker vajen ati je zelo velik, pomemben pevec v Sloveniji, ne? Oba dva bomo pevca. Oba dva bosta pevca. Kaj bosta pela v operi, tako ati? Jaz bom. Ti boš. Jaz pa bom še DJ zraven. Ti boš pa še DJ zraven. Kaj si ti, jaz zmešan. To bo lušno, to bo lušno. Ampak zdaj morate najprej dokazati, iz kakšnega testa sta. Da se tiče, kar se tiče pogovora, sta pokazala, da obvladata. Zdaj nam pa še zapojta. Zapadel je prvi sneg, pobelil sosednji breg, zvezde na nebu nocoj svetlikajo se. Na ulici sam stojim, vesel sem, a se bojim, da sam bom nocoj ostal, a vem, da ne bom te iskal. Zdaj dvignimo čas, še polnoč je, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal na božično noč. Zapadel je prvi sneg, pobelil sosednji breg, zvezde na nebu nocoj svetlikajo se. Na ulici sam stojim, vesel sem, a se bojim, da sam bom nocoj ostal, a vem, da ne bom te iskal. Zdaj dvignimo čas, še polnoč je, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal na božično noč. Naj dvignimo čas, še polnoč je, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal na božično noč. Zdaj dvignimo čas, še polnoč je, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal na božično noč. Zdaj dvignimo čas, še polnoč je, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal na božično noč. Zdaj dvignimo čas, še polnoč je, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal na božično noč.
Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Dobrodošli v družbi otrok iz osnovne šole Duplek. Smo tokrat. Ja, Dupleku smo in še zadnjo v nižji kategoriji. Si bomo zdaj privoščili. Si bomo privoščili in dobro poslušali. Do zdaj, Domen, je bilo odlično. Meni je bilo fajn. Super. Zelo dobro. Super. Tokratne oddaje sem zelo vesel. Res. Jaz tudi. Me kar presenečate. In verjamem, da me boš tudi ti, Viva Ribič Brumen. Živjo. Zdravo. Zelo, zelo lepo ime imaš. Hvala. A si kdaj razmišljala ali pa se morda pogovarjala s starši, kdo je izbral to ime? Ja, Kdo? moja mama. Tvoja mama. Tvoja mama je izbrala Viva. Morda veš, kaj pomeni Viva? Mislim, da živa po špansko. Aha, Viva pomeni živa. Ne? Dobro, si živa? Ja. Viva Espanja. Živela. Živela. Tako je, Ja. bravo. Wow, se pravi, kaj, mamica je rada po Španiji hodila okoli, pa ima take navdihe pol ali kako? V bistvu ne, pač tako je izbrala. Ok, živela, živa. Si ti živa? Ja, A veš, kaj pravijo, recimo, jaz sem tudi pol v ene take smešne šole hodil, pa sem se latinsko učil, ne? Pa en taki izraz latinski je nomen est pronomen, ali nekaj takega. Pomeni pa, da tisto ime, ki ti ga dajo, ne, ob rojstvu, da to v bistvu tebe pol tudi nekako opiše, ne? Se pravi, če bi jaz bil, če bi bilo recimo Daliborju ime Bumbar, bi bilo glih tako prav, ne? A veš, to hočem povedati, ne, recimo, ne? In ti, če si živa, to pol super, ne? Jaz sem hčerko, ki je Mila, ime pa je taka bolj mila, a veš? Ja. Tako da je fajn. Ok, Viva, ti rada poješ že koliko časa? v bistvu par let tak. Že kar par let. Nekaj. Na tečaju Otroci pojejo si že sodelovala? Ja, enkrat. Enkrat. Zdaj torej drugič. Ja. Super, odlično. In zdaj je to zadnje leto, ko si še v nižji kategoriji, ne? Ja. Odlično. In zakaj si se odločila za to pesem? Kdo se je odločil za njo? Jaz, ne vem, pač všeč mi je bilo zato. Všeč. Poznaš pesem, jo kje na televiziji vidiš, slišiš in rečeš, to pa poznam, pa bi Ja, v poskusila, bistvu ne? tak. Lepo, lepo, lepo. Kaj pa te še poleg petja veseli? Jahanje pa igranje kitare. Ok, jahaš kitaro, ne? Se pravi jahanje konj, verjetno, Ja. ne? Ja. Pa igranje kitare. Ja. Dobro, to sta dve super iztočnici. Ja. Kje jahaš? Imaš svojega konja ali kako? Ne, v klubu. V klubu. Katerem klubu to? Tu na Ptuju v Spuhlji. V Spuhlji imate klub. In ti imaš konja, ki ga jahaš, kako mu je ime? Različno jaham. A ja, kjer v bistvu. pride na vrsto? Ja, Znaš pa tudi sama osedlati, pa vse stvari? ja. Bravo, veš, to niso kar tako enostavne stvari. Zakaj si ti mene pogledal, ko je rekla spuhli konja jaha? Ja, zato, ker si ti tam blizu doma, pa smisel, da boš ti kaj priključil, vse pa rekel, ja, jaz tudi jaham konje. No, ali pa dobro, da karkoli. si šel v to Samo smer. Ja. Bog ne daj, da ti- Okej. Bog ne da- Ti si mal pretežek že, po mojem, bi bili mal jezni pol konji. Ok, kitaro pa tudi že igraš, ne? Zdaj bom začela v bistvu. Te torej veseli, ne? Ja. Super, tamle imamo eno, lahko pol primeš v roke, pa bomo kar skupaj zašpilali. Ja. Ampak najprej se ti zahvalim za pogovor, zdaj nam zapoj, tako kot to najbolje znajo tudi Štrki v skladbi Želim si. To je pesem od Petovija, ne? Tako. Zelo popularne v teh koncih zasedbe, zabavne. In zdaj me zanima, kako boš ti to pokazala. Hvala ti za to. Na modrem satenu spala je noč, zvezde so zasijale. Lunino sem začutila moč in sanjala roke tvoje. Lunino sem začutila moč in sanjala roke tvoje. In vsako noč imela bom, vem, spet iste lepe sanje. Vzel me boš v svojo vjem, ljubezen boš čuval zame. Vzel me boš v svojo vjem, ljubezen boš čuval zame. Želim si, želim, da bi te srečala,
tako kot v sanjah bi te poljubila. Želim si, da skupaj bi bila, se zvezd bi dotaknila in skupaj sanjala. Se zvezd bi dotaknila in skupaj sanjala. In vsako noč imela bom, vem, spet iste lepe sanje. Vzel me boš v svoj objem, ljubezen boš čuval zame. Vzel me boš v svoj objem, ljubezen boš čuval zame. Želim, da bi te srečala, tako kot v sanjah bi te poljubila. Želim, da skupaj bi bila, se zvezd bi dotaknila in skupaj sanjala. Se zvezd bi dotaknila in skupaj sanjala. Otroci pojejo slovenske pesmi. Se veselijo. 7. sezona. Zakaj se ne bi? Slovenska pesem je v večini primerov takšna, ne? Tukaj v natečaju otroci pojejo, da je vesela, da je radoživa, da v človeku vzbudi neke pozitivne občutke. V dedkih, babicah, tetih, stricah, atih, mamicah, vseh, še posebej v otrocih. Pa veš, da mi je všeč, da tako po terenu, ko malo spremljaš, da otroci vedno bolj poslušajo slovensko petje. To mi je všeč, ker je tudi produkcija pesmi taka dobra, da recimo in v nadaljevanju bomo videli, da je to ena taka pesem, ki jo tudi na radiju zelo radi poslušamo, ne vrtimo in pol pride to do otrok. In jaz sem zelo vesel, da si naše televizijske oziroma Facebook oddaje ogleda tudi od 2 do 5 tisoč ljudi. Ne? To še več kot kaki dnevnik ali pa kaj takega. Dnevnik. Deva se midva raje posvetiti najni naslednji gosti. Prvi v zdaj višji kategoriji. Višja. Ker zdaj smo prešaltali v višjo kategorijo. Z nižjo smo zaključili. Mimo grede bi mogla biti tudi Lucija Škof danes z nami, ne pa je zaradi karantene odsotna, to da vemo. Ampak je pa zdaj že tukaj naslednja in to je Zala Ambrož. Živijo, zdravo. 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 Ti hodiš v 6. razred. Ja. Ful si vesela, radoživa, nasmejana, to mi je zelo všeč. Zala, kako bi ti sebe opisala v 2 stavkih, če bi mogla zdaj neki taki kratki spis narediti? Kdo si ti? Hitra, športna, pa rada imam glasbo. Pa rada imaš glasbo. Ok, na prvo mesto si postavila šport. Kaj od športa? Treniram tenis, drugače pa imam ful rada tudi odbojko, pa tudi druge Bravo, stvari. bravo. Se pravi, si cele popoldne vezena okoli in ko mi čakaš, da je dovolj toplo vreme, da lahko greš tenis špilat. Kaj pa takrat, ko je zdaj bila zima pa korona, to nisi mogla kaj dosti trenirati ali si lahko? Sem lahko, pač smo imeli tudi noter v dvorani. Aha. Ali pa z igricami. Ne, ni to isto, ne? Ni isto, ne? Ni to isto, ne? Če bi pa doma noter v dnevni, pa da bi noter v steno, pa to pa ne bi bilo fajn, ja? Ja, bi se ati malo drl, ampak okej. Si predstavljam, da je tak, ja. Sej jaz isto, jaz recimo se rolkam notri, ne? Pa se žena krega, ne? Se ščerko to delava. Ampak okej, v redu. Na drugo mesto si postavila petje. Izbrala si pesem Mance Špik, Oba. Zakaj ti je ta pesem tako všeč? Ta pesem mi je bila vedno všeč od malega, že sem je ful rada pela. Še rekla od malega. Ne vem, sem se odločila, da te mogoče letos pa te to zapojem. Odlično. Se pravi, letos. Torej si že večkrat nastopala v Otroci pojejo? Enkrat sem že bila, si že bila. In si rekla, zdaj bom pa zato to pesmico probala, ne? Ja. Si visoka, ne? In zdaj boš lahko komot kot Manca Špika, ona je tudi taka visoka, ne? Ja, zelo lepo, jaz se že veselim, Dalibor pa tudi, da te slišiva. Tole je bilo odlično, sedi 5, ampak nič sedeti, ker boš zdaj kar stala in zapela. Hvala. Dobro, hvala.
če meni še gori, kako navadim naj se, da te že leto ni. Ne znam in učim tega, še vedno upam, da prideš morda če kdaj tja, ki skupaj sva bila. Stiskam v dlani, kot si takrat jih ti. Morda pa skozi leta spet na istem se mestu objameva in pesem bo speta, spet le za naju dva. Morda pa skozi leta nekod se najdeva, oba verjameva, oba še upava, morda le sanjava. Oba verjameva, oba še upava, oba še ljubiva. Predijem se skozi dan in mi nekako gre, ako spet pade večer, še vedno stisne me. Premalo je vse besed, ki bi ti opisale, da nočem sama živet, brez tebe mi ne gre. Stiskam opet dlani, kot si takrat me ti. Morda pa skozi leta spet na istem se mestu objameva in pesem bo odpeta, spet le za naju dva. Morda pa skozi leta nekod se najdeva, oba verjameva, oba še upava, oba še ljubiva. Mi amor, entiendo per eso sí, espero que algún día vas a mí. Morda pa skozi leta spet na istem se mestu objameva in pesem bo odpeta, spet le za naju dva. Morda pa skozi leta nekod se najdeva, oba verjameva, oba še upava, morda le sanjava. Oba verjameva, oba še upava, oba še ljubiva. Oba še ljubiva. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Dobrodošli v, kaj pa vem, to je zdaj že 4., 5. teden 7. sezone. Četrti teden 7. sezone na tečaju Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Tokrat vas pozdravljamo iz občine Duplek. Tamkajšnje osnovne šole. In osnovne šole Duplek, tak je treba. Ja, nimajo fakultete še let zdaj. Ni, a samo je pa velika šola. Dobro, vredi. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste z nami na Facebooku Radia Ptuj. Tole je premiera, premierno pa tudi na Radiu Ptuj. Ne? In premierno danes večer z nami Sara Poštrak. Zdravo, živijo. Zdravo. Kako si? V redu. Dobro, čim bolj se sprosti, tu smo sami domači ljudje. Tu se imamo radi čim bolj fajn, da smo čim bolj komod, da pač radio je take sorte medij, veš, da se moramo imeti fajn, ne moreš biti drugač, ne, in moraš uživati v naši družbi, ker mi bomo v tvoji. Sara, daj mi ti povej, ti zdaj hodiš v kateri razred? 8. 8. razred, sam še eno leto. Sam še eno leto, veš, ko smo jaz pa Dalibor hodila v šolo, ne, je bilo to že konc. Je bilo 8 let in ni bilo več 9, ne? So nas malo manj naučili, pa smo šli naprej. Ne, za nas se ni splačalo več. Splačalo se ni. V glavnem, ti imaš zdaj še eno leto, pol pa tudi fertik osnovne šole, ne? Ok, občina Duplek je lepo mesto, je fajn, vsi se med sabo kakor toliko poznate, ampak kam tebe pol vleče naprej? Kam si že kaj razmišljala, kam bi rada šla pol v šole, pa take stvari?
Razmišljala sem v drugi gimnaziji Maribor. V Mariboru. Lepo, odlično. Druga gimnazija v Mariboru je dala ogromno dobrih, močnih mislecev, pa vseh drugih možnih sposobnih ljudi skozi. Ne? Bo pa še eno pevko dala. Okay, se pravi, greš v gimnazijo. Lepo, ampak torej, predvidevam, da še ne veš, kaj bi želela v življenju. A bi rada bila doktorica, učiteljica filozofije, krovka? Z gimnazijo, krovka. Ja, zakaj pa ne? A da bi na gimnaziji streho delala? Ne, pol ona direktorica krovskih podjetij. To pa je. Okay, se pravi, nimaš neke take zaenkrat še izdelane ideje, kaj bi rada v življenju počela? Ne. Okay. Te preveč stvari veseli? Recimo. In kaj te v osnovni šoli zdaj najbolj veseli, poleg petja, predvidevam? Kateri predmeti so bližje, kaj ti ni tako blizu? Odmori. Ja. To je ful vrejo. To je ful dobro, da si lahko na tu si jaz smel pet. A ste lahko? Ja, verjamem. A ste lahko v odmorih na telefonih? Ne. Ne smete imeti telefona. Kaj celo šolo moraš imeti telefone skrite ali kako? Ja. Se pravi, zjutraj, ko greš v šolo, še lahko kaj pogledaš, pa ko prideš domov ali kako? Pa niti švinglat ne moreš prek telefona. Ja, seveda, če nimaš telefona, ne moreš švinglat. Ti šmint. Zdaj ste nazaj v šoli, a si kaj pogrešala šolo? Ja. Je boljše zdaj? Ja. Je lepše, ne? Je vse skupaj tako, kot mora biti. Evo, bravo. Veš kaj tudi mora biti tako, kot je? Da še ti zapoješ, te bo pa res tako, kot mora biti. Ne? Hvala ti za tale pogovor. Zdaj nam pa še zapoješ pesem Poljubljena. Tabu. Zakaj ta pesem? Pela sem jo že eno leto, pa sem vedela, da mi gre na glas. Da ti fajn štima, ja. Ne? Ja, si taka dušica, si prava, sva te prej videla, ko si se pripravljala. Ja, še dalje bo rekel, lahko se dotakneš mikrofona. Čist, kako rečejo že to, notar padi. Not padi, mi bomo tudi. Hvala ti. Prosim. Se ti zdi v redu, če ti rečem, da mi dišiš kakor pomlad? Se ti zdi narobe, če poleti s tabo želim gola zaspat? Boš jeseni čakal zimo z mano in me nesel do pomladi. Če ti rečem, da bom vedno tvoja, a boš rekel, da boš moj. Nikdar sonce ni tako žarelo, kot za naju dva. Nikdar jutro ni tako sevnelo, kot za naju dva poljubljena. Nikdar še tako kot s tabo, morje ni tako bučalo. Nikdar polje ni tako dišalo, kot za naju dva, ko se ljubiva. Zdaj poznaš vse skrivnosti moje, zame si tu, zate sem tu. Zdaj priznam vse norosti svoje in se smejim, da še si tu. Danes te seboj na pot vzamem, greva čez most življenja iskat. In še vedno kar težko verjamem, da tvoj poljub danes bo zlat. Boš jeseni čakal zimo z mano in me nesel do pomladi. Če ti rečem, da bom vedno tvoja, a boš rekel, da boš moj. Nikdar sonce ni tako žarelo, kot za naju dva. Nikdar jutro ni tako sevnelo, kot za naju dva poljubljena. Nikdar še tako kot s tabo, morje ni tako bučalo. Nikdar polje ni tako dišalo, kot za naju dva, ko se ljubiva.
chodzą na lwa poljubljena. Nikdar še tako kot s tabo, morje ni tako bučalo, nikdar polje ni tako dišalo, kot za na lva poljubljena. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Ej, midva sva. Čau pred Facebookom, tudi na valovih Radio Ptuj in še zadnja nastopajoča. Kaki valovi, to plavaš, to se včasih... Reklo se je včasih valovih Radio Ptuj, te pa na frekvenca. Radijskih. Pa to je vse tako smešno. Na Radio Ptuj smo. Na Radio Ptuj, dobro, Sej okej. vemo, zakaj se gre. Vemo, da smo vodaj otroci pojejo in da hvala Bogu, to pomeni, da midva pojeva. Da midva ne pojeva. Midva ne pojeva. Ker je to pravilno, ker veš zakaj? Ker bi bilo prehudo. Ne, zaradi tega, ker midva nismo več otroka. To tudi res. Ja. Pa Ker postajava spet malo, veš. Ja, to res je. Ker če Pol bolj ti, si star. Ja, glej, imaš prav. četrti večer, že postaneš malo otrok. Jaz, ko sem ta leta vodil, ne, Ja. postaneš na koncu sezone en mali otrok. Te malo potegne. Pa prav je tak. Verjamem. Pravijo, nikoli ne smeš izgubiti otroka v sebi. Ne? Jep. In ena, ki ga ima še vedno v sebi in to zelo, zelo živega, je Tija Horvat Zupančič. Živijo, zdravo. Zdravo, Kako si? v redu. Si v redu? Tija, ti si v 8. razredu Ja. in ti mi deluješ kot punca, ki točno ve, kaj bo v življenju počela. Ali ne ve? Naša. Ne še. Dobro. Verjetno pa mi znaš povedati, kaj te veseli v šoli. V šoli me veselijo. Odmori je rekel Dalibor prej. Ja, Dobro. Kaj pa poleg odmorov še? malca pa kosilo. Malce pa kosilo. Ču, Tu je imel recimo Dalibor ne 5, ampak 10 se mu zdi, Ja, ne? ja, te smo si žlahti malo. Dobro, Malo kaj te smo si- še veseli? Sošolke pa sošolci. Sošolke pa sošolci, zdaj si jih verjetno med korono zelo pogrešala. Zdaj pa ste spet skupaj, Ja. pa je malo lažje, ne? Se lahko izmenite, pa malo pošimfate en drugemu, nekaj poveš, ne? Joj, kak so moji starši, pa joj, ti ne govori, kak so moji starši, pa joj, ne sem pa tja, ne. Ok, dobro, ampak če se greva pa predmete, kateri predmet bi ti postavila na prvo mesto in katerega na zadnje? Na prvo mesto likovna Okay, ali pa glasba. Ali pa glasba. dobro. Zadnjo pa jih je več, ampak najbolj. Jaz si vem, na zadnje pa fiziko, matematiko, Matematika. kemijo, slovenščino, biologijo. Ali kako? Kemijo. Kemija. Se kemija, tudi meni je bila taka smešna, pa čudna. Samo je pa zdaj recimo v tem cajtu korone, pa takih cepiv, pa tablet, pa vsega, kar naenkrat zanimivo malo ratalo, ne? Se veliko dogaja na tem področju. Tako da, ok, veva, da kemija torej ne bo stvar, ki bi te v življenju veselila. Ne boš tista, ki boš pogruntala novo cepivo za korono. Ne, ne. Ne. Ok, dobro. Boš pa morda tista pevka, ki nam boš ob tem, ko bomo kdaj mogoče, bog ne daj spet zaprti, lepšala cajt, ker boš pela. Ne? In ti boš danes pela Za Slovenijo živim Nuša Derenda. A bi si ti raje pela pred 50 ljudmi, ki so vsi predsedniki držav? Ali bi raje pela pred 50 tavžent ljudmi, od katerih pa noben ni predsednik, pa so vsi normalni ljudje? To prvo. Tisto prvo pred predsedniki? Ja. Ali to zadnjo, ko so navadni ljudje? Ne, veš, to To je zanimivo, to Če si je. rekla, da bi pred predsedniki rada pela, pomeni, da imaš zelo velike ambicije v življenju. Zato, ker s temi 50 predsedniki in tako vse države kupiš. To sem hotel reči, ona naprej razmišlja, ona je bila za korak pred tabo. Ne, Ne jaz sem to 50 želel tisoč. izvedeti, jaz- Če imaš predsednike, pol Ona lahko ima pa... najo tule noter. Ja, V žep tu. naju je dala, v žep naju je dala. Vred je, bom prenehal z čudnimi vprašanji, boljše je, da se mi dol sedeva, Tako. ti nam pa zapoješ. Hvala ti. Lepa je, ker moja je, v sebi nosim jo. Njene gore bisne, morje in nebo. Kamor pridem, kamor grem,
ne pozabim je, ker potihem dobro vem, da odpre srce. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravilo da. Za Slovenijo živim, zame je edina, je kot pesem polna rim, moja domovina. Za Slovenijo živim in me vodi tok, čustva z njo se potopim, njen smeh in jok. Starša govorila sta, če bo šla od tod, vedi tu te čakava, tu živi tvoj rod. Kjer se Jadran z Alpami spleta Maurico, tam ljudje zaljubljeni so v Slovenijo. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravilo da. Za Slovenijo živim, zame je edina, je kot pesem polna rim, moja domovina. Za Slovenijo živim, vodi tok, čustva z njo se potopim, je moj smeh. Za Slovenijo živim, mir me vodi tok, čustva z njo se potopim, je moj smeh in jok. Čustva z njo se potopim, je moj smeh in jok. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Tako, dragi moji, in spet se je, ne moreš reči odvrtela, ampak se je zapela. Še ena oddaja. Odpela. Odpela se reče. Odpela. Okay. Odpela, odvrtela, pa bilo kaj je. Torej, še ena oddaja v 7. sezoni Otroci pojejo slovenske pesmi in se od začela. Od začela. Končala je od začela. Dajte to porišič. Glavnem, to je to. In bili so fantastični, to moraš priznati. Jaz sem bil zelo vesel tokratne oddaje, ogromno je bilo duetov, tudi nekaj moških predstavnikov, dosti bolj ljudsko petje oziroma dosti bolj radijsko privlačne skladbe smo slišali, in je to zelo dobro. Smo pa doživeli malo treme. Ta oddaja je imela malce več treme. Ja, res je, res je, imaš prav. Ampak mi ne ocenjujemo, v bistvu naša komisija ne ocenjuje treme, ne ocenjuje plesa, ampak samo petje. Res je, naša komisija je tokrat tudi bila samo dvočlanska. Morate vedeti, da komisija se ne sestaja med sabo, te skladbe potem seveda od ponedeljka do srede vsi v žirijah slišijo in samostojno ocenijo. Vkolikor pride do enakovrednih ocen, je predsednik komisije tisti, ki potem njegov glas odloča o tem, kdo gre naprej. Če bi torej šlo za enakovredno število oseb, če bi jaz pa Dalibor imela oba 8 število točke, pa bi predsednik komisije rekel, Dalibor je boljši. Stopta na vago, ali pa ga takega. Bi šel Dalibor naprej. Drugače so pa to 3 osebe, ki jim predseduje Tim Ribič, ampak ta predsednikovanje, to pomeni v bistvu samo to, da njegov glas šteje več, kolikor gre za izenačeno. Tokrat se je izločil, ravno zaradi tega, ker v nižji kategoriji sta sodelovala njegova sina. Tako da tukaj imamo samo združene ocene 2 strokovnih
komisiji oziroma žiri. In prav je tako, ker se veš, to je isto, če je predsednik, da pol ne bi smel tekmovati predsednika. tako da In bravo Če ti. bi bil direktor radia, tvoj svak, ne. Pa da bi jaz dobil večjo plačo. Ja, in pa imaš zaradi tega večjo plačo in to je pač Pustimo to. Torej, hvala Timo, da se je izločil. Zdaj bova pa midva povedala v bistvu, kdo je tisti, ki gre v nižji kategoriji naprej in kdo gre v višji kategoriji naprej. V polfinale, seveda. No, najprej iz nižje kategorije. Ja, to imaš ti čez. Jaz sem čez. V polfinale se je uvrstila, ali sta se uvrstila, zdaj ne tako rečem. Ali so se uvrstili? Misliš, da so trije? Ne, duet smo imeli. tega. To sta Jan in Jakob Ribič. Čestitke. Bravo. Največ energije in zelo dobro. Jima je šlo, čeprav tudi ostali niso bili nič kaj dosti zadaj. In bo zagotovo naslednje leto še premešane te karte. Ne? Zdaj pa čas še za višjo kategorijo, kjer smo imeli 3 predstavnice. Četrta je žal zaradi koronavirusne bolezni morala ostati v karanteni. Verjetno sam zaradi karantene. Ja, seveda. Pač tak je, ne? In mi se tukaj gremo stvari pač eksaktno. Da bo ja vse tako, kot mora biti. V glavnem, v višji kategoriji pa gre naprej Sara Poštrak. V skladni poljubljena Stabujevci je bila tista, ki je prepričala najbolj strokovno komisijo. Tako da vi ste prepričali naj, otroci so naj vsi prepričali, naredili smo eno lušno oddajo še enkrat, upam, da ste uživali in se vidimo že naslednji teden z novimi šolami. In to kar z 2 osnovnima šolama. Ja, zdaj moramo pa to razložiti, na hitro razložimo. Zdaj vsaka šola ima svojo uro in svojo oddajo in vsaka šola ima svoje potnike v polfinale. Ampak ker je šol toliko, jih bomo mogli ob sredah začeti kar duplirati na dvojno. Zato bo ena oddaja ob 18, druga oddaja pa ob 19. Ne? Tako da boste lahko na Facebooku in na Radiu Ptuj sledili zdaj kar 2 izdanjema. Dvojno izdanje oddaje Otroci pojejo naslednjo sredo ob 18 in ob 19. Ja. Katere šole? Osnovna šola Fram in osnovna šola Markovci, tam prihajajo tudi dobri pevci, pa se s Frama itak tudi pridejo. Vse posod so, če dalje hujš, nisem boljši. Zdaj pa mi da končajmo, ker tako dolgo pa jaz tudi sebe ne bi gledal. Adijo. Čau. Otroci pojejo slovenske pesmi. 7. sezona. Vse informacije, vse pesmi in vsi nastopi te čakajo na www.otrocipojejo.si.